Kaj je bilo? Miha me je po prstih. Miha, kaj je bilo treba? Sam je hotel, da se mečujeva. Pejt sem, ti ne. Kaži. Najhudha se že zdravi, veš. Bolečina pa je včasih koristna, pride lih tiskat, ker narediš kakšno napako. Ah, sit sem vsega. Kaj naj sploh počnemo? Mestni vetruveci. Dedek, lahko bi nam eno zgodbo povedal. Ja, ne vem, če je lih te prav cejt za tu. Daj, dedek, res bi lahko. Dobro, eno vam bom povedal, sam bo pa kratka. Ti samo povej. Vse skupaj se je dogajalo, pravzaprav, da bi zgodbo boljši razumeli, bomo nekam šli. Pejte. Kam pa gremo? Vse v svojemu cajti. Pravzaprav dogajalo se je že dolg cajta nazaj. So bili še rimski cajti. Hrabri vojaki, pametni ljudje, več ali manj navadni, razen ta glavnih. Tako kot danes.
Kaj to? Ne vem, prihaja iz razvalin. Zdaj ga. Kakor vse zgodbe, se tudi naša mora neklik začeti. Vse skupaj se je dogajalo v enem majhnemu rimskemu provincialnemu mestecu. Po čemer pa je bilo znano, je bila v bližini vila prefekta Antoniusa. No, in prav tukaj se pričenja naša zgodba. Rimska zgodba. Besede, besede, besede! Dobro, kaj se greš? Vrš od tot! Ne odgane me, poštenjak! Zgini! Besede, besede, besede! A se res ne misliš ustaviti? Vse samo iz besed. Besede, besede, besede! Kaj se tu dogaja? Konec bo, zapomnita si. Končno si prišel. Glej, norec je, spravi ga od tot. No, hvala. Kje si hodil? A malce za tabo sem prišel. Malce, nekaj je? Ja, še zmeraj malce. Dobro, kje si bil? Mečkal sem se z eno face babo. Ti? Ja, Ne, kar vodi fovš, ja? mislim, saj nisem fovš. Je vsaj imela atribute. Ja, vse je bilo. Srečni eni. Dobro, kaj je? A ni bilo atributov? Ne, Ja, potem ni bilo nič. ne, nič ni bilo. Tudi nje ni bilo. Poslušal sem dva aristokrata, ki sta se pogovarjala, da je možnost, da nas napadejo barbari. Barbari? Ja. Našo provinco? Ja. Saj smo sredi gozda. Ja, nekaj že mora biti na tem. To ni mogoče. Na, glej, boš njega vprašal. Postrojiva se. Antonius je bil en tak zvit lokalni pomembnež in pravzaprav je bil prijatelj s cesarjem še iz mladosti, ki sta v Rimi skupaj hodila hismo učiteljni. Antonius je pred letmi uredil vilo tam v bližini svojega mesta, kamor je jemu mir. Je pa ta mir izrabljal več ali manj za neumnosti. Vse, kar mu je bilo pomembno, je bilo to, da je užival. Nevarnosti sploh ne je jemal resno in prav tako ni ljudil k sebe. Vse vidim, vidva pankrta, idiota, izmečka v okolje, ki je rodila Romla in Rema. Jaz vse vidim. Kaj vidite? Poslušaj ti pasifalus, mene noben ne sprašuje. Je jasno? Jasno je. Jasno kot nebo. Ma kdo je tebe kaj vprašal? Nihče. Potem pa tiho ti, nihče. Albinus, povej mi, kateri dan je danes? Danes je zadnji delovni dan pred vašim dnevom počitka, gospod prefekt province Antonius. Delo za danes sem že opravil, tako da lahko malo počivam. 2 hočem. Torej 2. Poreklo? Ni važno, Albinus, ni važno. Mera lepote so zame obline. 2 torej, ni važno, odkot sta. Kaj pa ne rečemo Aureliju, ki naj bi z vojsko prišel danes na obisk? Aurelija. Antonius, prefekt, upravnik provinčkega mesta, ima danes nujno, obvezno, neprenosljivo delo. Sta slišala, fanta? Razen 2 mladenk, naj nihče ne vstopi v to hišo. Je jasno? Velja. Kaj pa, če prije spet vaša žena? Zanič me je z Valerja mlatla. Ma kdo te je kaj vprašal? Nihče. No, vidiš, da veš. Ja, ampak v primeru, če res pride vaša... Zdaj boš še ti. Morda to vprašanje je na mestu, prečastitljivi prefekt. Ta ženska lahko predstavlja nevarnost vašemu delu. Kaj pa, če res pride? Nekaj bomo že naredili. Velja, vi 2 deklici, ki se bojita ene stare babe. Velja. Vidiš, Albinus, vse imam pod kontrolo. Ti lepo pojdi po deklici, jaz pa grem v sobo, da se malo preoblečem in jo lepo pričakam. Prvi, ki so barbarom prišli na sled, so bili otroci, ki jih je pritegnilo barbarsko vreščanje in kričanje. Kdo je to? Barbari. Res so v naši bližini.
Treba jih je pustiti pri miru. Pojdiva povedati v naš tabor. Bo on mene spraševal. Prevarant. Pomiri se. Saj so ga samo besede. Bo on glavni. Tudi jaz znam govoriti. Ne sekiraj se. Glej, kdo prihaja. Ojej, jaz grem. Čakaj. Nekaj si bova izmislila. Ja, kaj? Ne vem. Kje je? Kdo kje je? Da ti kopja ne porinem skozi sapnik, če mi ne poveš. Gospa, najprej boste morali povedati, koga iščete. Menda ne verjamete, da vam jasno vidno bere misli in tako da rečemo preudarjeno vemo, o čem razmišljate. Pa čeprav ne poveste bistva, ki je seveda temelj našega razumevanja vašega problema. Poslušaj, Pesjan, da ti preudarjeno povem. Če bo imel kdo tukaj problem, si to ti. Če mi zdaj v tem trenutku ne poveš, kje je moj prevarantski mož, se lahko kaj kmalu posloviš od potomstva. To pa težko. Ne samo parkrat udarim, pa bo. Ne povej. Da ne boš tudi ti soprana pel. Saj so le v Boga stražarja, usmilite se naju. Kdo je pa tebe sploh kaj vprašal? Vsi me isto sprašujejo. No, torej, kje je? Ne vem, o čem govorite. O mojem možu. O vašem možu torej teče debata. Ja, no, vaš mož. Ja, bo kar on povedal, kje je vaš mož. Ja, ti! Ja, ne, vaš, ja. Prisem, kurbir! Beži proč, hudič babi, beži! Tečeš, a? Prvič te vidim teči. Mislim, kako se lahko sploh poroči s takimi? Ma ne jamraj, ima saj potomstvo rešeno. Kako si smešen. Ja. Sam poglej, bi ti živ s tako? Hvala, ne bi. Beži, baba! Razmijeti, kurbir! Hudirjo, palo! A to zahvala lepa, ker vam dajem plačo. A se on nista mogla znebiti že prej? Sva se hotela, ampak potem ste vi prišli, pa smo stvar prepustili vam. Kaj pa sedaj, bi jo prijela? Pametno bi bilo, da bežite, ker spet prihaja nazaj. To si bosta še zapolnila, pankrta! Opa, mlada dečka, a ženske smo pa že dolgočasne, pridi sama negavljene. Enkrat se je zgodilo, da se je k Antoniusu odpravil del kohorte, ki so jo sestavljali večinoma veteranski vojaki. Njihovo zbirno mesto je bilo delč od Antoniusovega mesta, zato je bila za njimi dolga pot, na katero so se odpravljali iz enega samega razloga, da jim poviša plače. So bile tako nizke, da bi karkoli lop zdrževali. Kaj jih je prineslo sem? Morda je barbarska vojska blizu. Menda, ja ne? Kaj so pa potem prišli v našo vas? Čudno. Nekaj mora biti. Poveljnik, kje je bila? Iščem. A je blizu? Počakaj malo. A se nahaja kje na zaprtem? Bomo videli. Ja, potem ne bomo videli. A bomo hmali? Potrpite no malo, saj ste kot otroci. Ave. Ave vam in vsem ostalim. Vam smem postreči? Ne, hvala. Dobro je. Pa ste sigurni? Kalista, pridi sem. Da, gospodar. Moje sluge za nebeške užitke vam lajšajo nočne počitke. To je njen moto. Kaj to reče vsakemu? Posel pač posel, no. Vojak, po tako naporni poti bi se počitek v objemu ljubezni spodobil, ne? Ne potrebujem še ene. Dovolj mi je ena doma. Čakajte, mogoče bi meni bolj pašala. Kaj se pa greš? Koliko si ti star? 41. Jaz bi ti jih dala 50. Kalisti preprosto niso všeč. Lijana, pridi sem. Poredna sem Lijana, a včasih ljubim tudi svečenike, zato vedno greha sem oprana. O, me veseli. Močna, trda, kosmata moška roka.
Bi me? Če je že potreba. Potreba sila? No, silaku pa ne maram. Izgleda, da nisi ravno priljubljen med mojimi puncami. Vendar dobro plačilo je za dobro punco zagotovilo. Ma nekaj pa šele imam. Poiskati moramo... počakajte, prosim. V tretje gre rado. Leno, pokaži mi še eno. Če ti tokrat ne uspe, boš plačal z nočno stražo. Suniva, pridi. Moja ljubezen do tebe večja, kakor vsaka niva. Ma tudi na nivi znaš delati. Rada pa imam barvo tudi bež. Vsekakor pa moj ljubimec ne more biti kot vsaki jež. Niva označuje nekaj velikega, torej kot njena velika ljubezen. Bi me? No, če že date bogato plačilo, da. Sicer pa je lepota vaša šibka točka. Kaj za? To pa ne! Kaj se pa greš? Vročekrvnost naj bo le v ljubljenju, ne v napadanju. Plačal mi bo z nočno stražo. Ne zameri, utrujeni so. Kaj sploh hočete? Hočem vedeti, kje se nahaja vila prefekta Antoniusa. Dobri Antonius. Antonius je naša zvesta stranka. Od njega imamo velike koristi. Vem, kje živi. A v zameno mi moraš obljubiti, da boš koristil naše blago. Veš, je še predvsem mlado in potrebuje izkušenj. To pa ne pride v poštev. Potem pa si poiščite sami vilo. Čakaj. O tvoji ponudbi, da pridejo moji vojaki k tebi, bom še razmislil. Kaj pa, če se ne srečamo več? Ne skrbi, sam boš poskrbel, da se še vidiva. Če ne pa poznam ljudi, ki poskrbijo, da vas do jutri več ni. Dobro. Dam ti svoje vojake, a vedi, da samo za eno noč. Tako se govori. No, vila je kakšen kilometer od tu naprej, potem pa levo. Vojska! Aurelijeva kohorta je obrnila Antoniusu hrbt, vendar je njegova osebna straža kljub temu še zmeraj varovala bližnjo okolico mesta. Sem vedel, babe te uničijo. Prasica hudičev, ali še frizuro mi uničil hudič babi. Ja, boste pa tako bolj izzivalni za mladenke. Sami dva se res malce preveč zabavata z mano. Čiž da te zakolam ko prasta še danes? Samo predlagal sem. Mladenke imajo rade skuštrane moške. Kakšen smisel za humor? Strožit in to takoj! Kaj se pa ti smeješ? Zdražite! Čak. Ej, sta videla kaj pulja našega dvornega lovca? Že en teden nisem jedel divjačine izpod peke. Ja, naokoli hodi z lokom. Kaj je, Mona? Gost naj gre, tam so živali. Ampak da pride v gost, mora najprej z vaše Ma vile. dej, bodi tiho, prosim. Dosti se dogaja in vse se sam še zapleta. A v eni zgodbi je še ena druga štorija, ki je pesrečnejša od vseh ostalih. No, vse tako se začne. Nej deluje še tako zlajnenu, fantič po imenu Puli se je zaljubil. Boli? Je že boljše. Pridem nazaj. Pokvarjenost oblastnikov v mesti je izzvalo eno skupinico upornikov,
so na skrivnih lokacijah kovali načrt, kaj narediti za konc takmu vladanju. Pozdravljeni, prijatelji. Veseli me, da smo se zbrali v tako velikem številu. Mislil sem, da nas bo manj. Ja, povej. Kakšna pa je naša naloga? Počasi. Kot prvo, naj vam povem svoje ime. Sem Brutus, vodja skupine. Torej, kar je naša naloga... Jaz sem pa Felix. Lepo. Torej, kot sem že rekel, je... Veš, sem zelo počaščen, da sem lahko del te ekipe. Vedno sem hotel kogo grabiti, ampak mi nikoli ni uspelo. Sedaj pa, ko smo se zbrali tako dobra in super ekipa, se mi zdi, da bomo marsikaj storili. Felix, če dovoliš, bi povedal vodilo naše združbe. Torej, kot vodja skupine... Zmeraj moraš biti nekaj več kot drugi. To je zato, ker sem se sam spomnil, da bo skupina obstajala. Pa se ti spomni, kakšna in boš ti vodja. Saj si mi ti rekel, naj pridem sem. Naša naloga v tej provinciji je, da onesposobimo oblast ter ubijemo Antoniusa. Antoniusa? Pa ste bili sigurni glede tega? Glede česa? Kaj ga sploh hočemo biti? Smem izvedeti tvoje ime? Damjanos. Ampak lahko me kličete kar Damjan. Zakaj pa to? Že od majhnega so me zafrkavali glede zadnjega dela mojega imena. Dami... Anus. Anus. Kaj pomeni anus? Neč ne pomeni kot. Nekaj zagotovo je. Veš kaj, tu se v latinščini rima na banano. Kako? Ja, anus bananus. Anus bananus. Sedaj razumem. No in Brutus je pol nagovoril Damjana. Moj Damjan, kaj ni klišejsko ponavljati, da brez tveganja ni uspeha? Seveda je tvegano ubiti Antoniusa. Morda bomo vsi umrli zaradi tega. Ampak mi bomo začeli upor. Naš pogum bo vzor drugim. Wow, šef. Ja, šef je. Dajmo reči začeti konkretno. Rabimo orožje. Fabius? Kaj, se ti zdim kot vojak? Ja, pa vsaj kakšno koso ali vile, ja, imaš doma. Se ti zdim kot kmet? Pa vsaj kaj ostrega, močnega. Nimam. Felix. Ja, imam samo ne za veliko ljudi, samo za 4. Ja, pa saj ravno 4 smo, kaj imaš? Imam frače. Frače, ne rabimo frač, rabimo nekaj, kar lahko ubije človeka. To bo težko. Kaj pa ti, Damjan? Imaš ti kaj močnega, ostrega, zahrbtnega? Zahrbtnega? Kje? Ne, mislim orožje, če imaš kakšno orožje, ki je zahrbtno. Orožje zahrbtno? Kje? Samo hecam se. Kakšno kopje imaš? Ne, nimam. Kaj pa lok? Imaš morda lok? Dovolj bi bil že eden. Ne, nimam. Ali pa vsaj kakšno palico? Ne. V redu, prav. Koliko so velike frače? To so kar velike. Koliko? Moraš računati, da če dobro pociljaš, lahko še slona ubiješ. Pa briga me slon, koliko so velike frače? Toliko. Ok, toliko. Prav. Vzemi vse 4 in gledaj, da bodo kamni nabrušeni. Jasno? Kam pa vi? Kaj? Kam pa vi? Najbrž imate natančen protokol. Sem Avreli, poveljnik dela provinške kohorte. Spoštovani prefekt province me pričakuje. Poveljnik, seznanjeni smo z vašim prihodom, vendar je prefekt danes zaseden. Čudno, kako zaseden, če sva dogovorjena? Prefekt ima danes nujno obvezno delo. Oziroma nujno obvezno neprenosljivo delo, če smo bolj natančni. Dobro, treba računati na take stvari. Nastanili se bomo v bližini. Ko vidite prefekta, mu sporočite o mojem prihodu. Velja. Vojska! Aurelij je razočarano zapuščal vilo, se je upal na en razumen pogovor, a tega ni dočakal. Še več, Antonius se niti prikazal ni.
Bosi vedel, kaj te. Povem ti te joške so prav za moški. Ja. Kako gre sta ti dve k prefektu, jaz pa ne? One dve sta imeli dovoljenje. Kaj pa jaz? Vse je bilo dogovorjeno. Vojaki nimajo primerne plače. To je meni hvala Rima za našo službo. Grozijo vam barbari. Ampak sad bomo poklicali, če pridejo. Ne bo nas. Počakajte. Kdo si ti, da tako govoriš? Vojak. Vsaj grem nazaj. Hotel sem samo... Meni ukazovati. Ne. Mirno. Vojska. Zakaj se je pa tako hitro razjezil? Nimam pojma. Treba povedati Albinusu, da je bil tu. Ja. Ja, no, pojdi. Zmeraj jaz. Grem jaz. Prebivalstvo! Razglašam, da je prefekt v sporu s svojim glavnim delom kohorte. Znano je, da ga omenjeni del kohorte najbolj stane, saj je sestavljena tako iz perspektivnih mladih vojakov, kot tudi starejših izkušenih veteranov. Jedro spora so očitki poveljnika kohorte, Aurelija, da naj bi prefekt že mesece zavlačeval s polnim plačilom. Ker ni potrebnih vojaških posegov, mu naš prefekt več kot dovolj izkušeno in pravično sedaj javno preko mene odgovarja, da ni razloga, da bi se plačilo zviševalo. Zato je do nadaljnjega nespremenjeno. Nekaj je močno narobe. Tega ne razumem več. Ali ni že zadnjič dejal, da je nevarnost barbarov? Izgleda, da je več ni. Seli so govorice o Antoniusovem ravnanju raznesli po celem cesarstvu. Dobro, kje je moja nova straža? So rekli, da bo tukaj in da bodo najbolj mirni in najbolj trdni v celotnem imperiju. Preosvetli, prezvišeni, preudarni, najsvetlejši med vsemi, prvi svečeniki, prvi in edini pravi cesar. Prosim za besedo. Govorim. Prihaja vest ene izmed provinc. Tamkajšnja vojska ni ustrezno plačana. In kaj naj zdaj jaz, ha? Najbolj delajo pa bo? Prv se je poveljnik ene izmed tamkajšnjih provinških kohort. Kdo to prese? To nam ni znano.
Kdo je prefekt? Antonius. Antonius, joj, ta stari poskočeš. Kaj, a njemu sploh še stoji? Kaj? Kaj? A če mu stoji, pravim? Kaj stoji, ne razumem. Pač stoji, čemu? Ja, razumem. Joj, kaj zdaj ta tvoja roka že toliko cajta počiva, da ti niti ne veš več, kako zgleda? Glej, danes dobiš 2 babi v svojo poslo. Danes. Dedek, kaj govorijo to o roki, no nečem, kar že dolgo časa niso videli? No, tu kakšne take odrasli govorijo, že take nesmiselne stvari, ne? No, v glavnem, cesar je hotel, da Antonius... Hočem, da se Antoniusu napiše opomin. Pa naj bo samo tako za lepo videti. V glavnem, sam cesar hoče, da se vojakom poviša plače. Pa se jim bo res? Obljube, dragi moji, obljube, ki vlivajo prebivalcem viro, so opi za njihova naivna, razmehčana blesova srca. Pa dobro, pa se še jaz, ki jim vladam z 20 leti zaradi moje pokojne matere, usoda je pač hotela, da je bila preumorjena. Še jaz smem več kot ti o vladanju. Ti jim nekaj obljubiš, tega pa ne storiš. Ne razumem. Poglej, ti jim nekaj obljubiš. Oni te bodo držali za besedo. V zameno jim tega ne boš naredil, ampak jim boš storil še nekaj veliko večjega. Recimo, novo areno. Še bolj se bodo lepili na te. Na obljube pa bodo pozabili. Ste pa zvit, cesar. Zvit. Tako mlad, pa tako zvit. Temu se reče kruha in iger, veš. To se bo za vse večne čase obdržalo. Pametno, pametno. Dobro, sedaj bo pa dovolj blefiranja. Ti pojdi, napiši, podpiši, odpošli in adijo. Pa dobro, kot hodi ta Felix? Najbrž ni slišal, kdaj se dobimo. Vsaj 2-krat sem mu povedal, kdaj. Ja, idiotom je treba 3-krat, pa še narisati zraven. Felix ni idiot, on je samo malce zmeden. Bodimo srečni, da ga imamo, bomo vsaj dobili orožje. Frače. Kar bo, samo da imamo. Imamo, a ti kje vidiš, da imamo? Preden on pride, lahko nove naredimo, pa še kamenčke zraven naberemo. Dobro, ne biti živčni, bomo malo počakali, pa bo. Pa dobro, kje je ta idiot? Najbrž se je izgubil. Aha, evo ga. To ni Felix. Čestitke, da si opazil. Delimo se, kot da nabiramo gobe. V tem letnem času? Kaj pa ženske vejo, kdaj se jih nabira? Ave, gospodična. Ave. Ave, kaj pa vi počnete tukaj? Gobe nabiramo. Gobe? V tem letnem času? Ja. Mar je zdaj sezona nabiranja gob? Seveda ne, to je samo metafora. Pa smo šli po gobe, no. Iti po gobe, torej iti nekako nič? A ga pijete? Mi? A zgledamo pijani? Že vem jaz to, česa ste taki, dejte sem. Kaj? Lepo vas prosim, dejte sem. Pa saj nimamo nič. Kot zeliščarka vas lepo prosim, dejte jo meni. Uporabljam jo raje v zdravilne namene. O čem sploh govorite? Fantje, ima robo. Še več robe torej. Ja, bi rada tudi ti vedela. Jaz veseljem. Ne, kar je preveč, je preveč. Mlada dama, prosim, da se od tukaj odstranite. A se vi sploh zavedate, da sem jaz nečakinja Antoniusa? Felix, izprazni vrečo. Fabius, Damjan, zgrabite jo. Še eno tako in bojo šle tudi tvoje glasilke po gobe. Fabius, vrv. Nimam je. Kako je nimaš? To je najbolj pomembno orodje, kar jih sploh je. Vedno imejte pri sebi. Če bi mi prej povedal. Ja, to bi mogel sam vedeti. Čakaj, a bo tale tukaj v redu? Odlično. Vidiš, Felix ve, kaj pomeni ugrabljati. Daj mi še prazno vrečo.
Evo. Sedaj pa samo moramo počakati, da pride mimo naša tarča. Vila je že zelo blizu. Počivajmo. Mislim, sam koliko svojni občutki. Ma ja, pač, tako je. A zdaj boš rekel, da niso. Glej, po eni strani ima pa prav, s perfektom sta zmenjena. Kečmo. Ne. Dobro, kdo od vas je glavni? Saj ste vsi isti. Prav imaš, Rimljan. Mi smo vsi isti. Od nadrejenega do podrejenega. Je tako, Ildin? Tako je, oče. No, ne povem. Oče. Ja, sin moj. Daj bomo. Čak mal, najprej hitra žucirati. Zdaj gremo pa po gobe. Ha! Hopice! Čakaj, ne veš, kaj bojo naredili z nami? Kaj boste naredili z nami? Bili. Konec je. Nič ni odločeno. A kako ni nič odločeno? Tukaj pred tabo stojijo. Kaj te briga, če tukaj stojijo? Hvala Bogu, da saj nekdo stoji, je saj nekdo pokončen. Pa se ti sploh zavedaš nevarnosti, ki nam tukaj pred... Seveda se zavedam nevarnosti, ne paničari. A zdaj boš rekel, da jaz paničarim? Nič nisem rekel. Namignil si. To je tvoja interpretacija. Ja, in moja interpretacija mi pravi, da si več kot očitno namignil. A kako ni res? Poznam barvo tvojega glasu, ko govoriš take neumnosti. Tiho, presveta! No, jaz se vam predstavim. Jaz sem Avitohol, vodja mojih barbarov. In to vaše ozemlje si bomo mi prisvojili nazaj. Ker imamo močno vojsko, imamo pravico do osvajanja ozemlja. In ki je zdaj ta vaša vojska? Jo ni. Ja, je ni. Jo ni? Zato smo pa mi tukaj, da vas bomo. A je to res potrebno? Ker smo danes dobre vole, celo obstaja možnost, da vam glede življenj prezanesemo. Odvisno, ko boste vi blefirali. Hvala Bogu. Ampak. A zmeram je ta ampak. Pa dobro, kaj vam je? Kje ste nas sploh dobili? Saj smo tu sredi gozda. Ja. Vaši voditelji so naivni, sploh ne pomislijo na to, da je naš plačenc med vami. Ždal vas je. Torej je med nami izdajalec. Jaz nisem. Pa daj bo tiho, daj bo tiho. Dobro, kako nam boste prizanesli? Prizanesemo vam pod enim pogojem in tu je, da nam daste polovico zlata z vaše province. Prav. Vi pojdite naprej na vaša vojaška osvajanja, mi pa bomo vašo željo omenili perfektu. Verjamem, da vas bo sprejel. Ne tako hitro. Za zbrat zlato vam damo natanko 6 ur cajta. Uljin. Ura teče. Kaj, ko se bi pogovorili o alternativni rešitvi? Lahko, ni problema. Vse prebivalce vašega mesta nataknemo na kovce in pobiramo, kar je urednja. Bolj mi je bila všeč prva možnost. Verjamem. Kaj pa, če vam damo kakšne poljske pridelke, kakšno sadje ali kaj takega? Vino imamo vrhunsko. Pitjoto snobel belo, pitjoto snobel črno, ma odlično. Trgovci in potniki, ki se ustavljajo v naši vasi, ga naravnost obožujejo. Še vinari so pohvaljeni. Pa, vinari sami sebe hvalijo. Trgovci in potniki, ko pa pridejo v vaše mesto, sploh ne vejo, koliko za net so plačeni kmetje, ko jim dajo to grozdje. Ja, je kriza. Kriza, vi ste kriza, slepari in nesposobneži ste. Ko govorite eno, delate pa drugo. Torej, kaj bomo sedaj naredili? Na vašem mestu bi pohitil zbiranje zlata. Ura teče. To bo težko izvedljivo. Perfekt je zaseden. Lahko mi odsedemo. Bratje, pakle! In sestra! Ja, no, in sestra. Zmeraj me prozabiš, kreten. No, to prav. A zdaj si kar pameten. Zdaj se tukaj delaš pameten, pa hodiš k meni in govoriš, ja, pejt, boš tepla lumpe fante. Ljudi, babše, puš tiho. Ne bom! Bratje, bakle! Ne, počakajte. Oče, bom lahko izdal te Hanekov? Lahko si ne. Ne, noben ne bo šel na kol. Dovolj smo odrasli, da se pogovorimo. No, pa se dajmo. Treba je doseči kompromis. Jaz sem tisti, ko postavlja pogoje, zato odločen jaz. In odločil sem se, da kompromisa ne bo.
Denarja še zase nimamo dovolj. Ja. In kot ste ga imeli, ste si ga med sabo pokrali. Zdaj ste pa v K, ker se je spršel po tisto malo, kar vam je ostalo. Kaj pa, če pridete po denar čez en teden? Bratje, pakle! Nekaj gre, pripravimo se. Felix, daj kamne. V bistvu nisem dobil kamnov. Kako, prosim? Vsi so bili bolj okrogli, mi pa iščemo ostra, ni tako? Ja, v redu, daj kar imaš, kaj imaš sploh? Imam zrna koruze. Kaj? Mislil sem, da bo koruza učinkovita. Del zrna, ki se drži storža, je namreč precej oster in lahko tudi poškoduje človeka. Saj mi koruze sploh še nismo dobili. Dvomim, da bo učinkovalo. Za Boga, da ne najdeš enih navadnih kamnov, enih ostrih, lapornatih, apnenčastih, postranih kamnov. Mislil sem, da... A mislil si ti moj falus? Toliko naše profesionalnosti. Prefekta bomo morili z zrnom koruze. Ne zrnom koruze, zrni koruze. Sem razmišljal, da če bi vsi hkrati ustrelili, da bi bilo bolj smrtonosno. Torej, prefekta bomo morili 4 zrni koruze. Pa saj to bo šlo v zgodovino. Kaj bomo sedaj? Sedaj, dragi moji, gremo pisati zgodovino. Nič, zadovoljni bomo s tem, kar imamo. Gremo, v napad. Zmerom isto govoriš. Kaj, naj ga s mrekovimi vršički ubijem, ali kaj? Ali s koprivo, da ga bo še malce popeklo zraven? Ne, ubili ga bomo s koruzo. Kaj sploh dajem predloge, saj že imamo orožje. Lahko bi koruzo prej namočili v olje in oddali v ogenj. Ko pride do prefekta, bojo še kokice. Ga lahko še nasitimo danes. Jaz se ne mislim kregati z vami. Gremo. Kam? Za mano. Kam gremo? Razočarani vojaki so se skupaj z Aurelijem ustavili v krčmi, ki je bila v mestu. Svojo žalost so kar nekaj ur utapljali v kozarcih vina in tako prišli do boljšega razpoloženja. Aurelij pa je v istem hramu ohranil trezno glavo, ki je pa bila žalostna in potrebna podpore. Estela, sem pejt. Kaj boš vojak? Ni važno, sam da je močno. Služba kaj? Kako ste oganili? Tazga deca, ki ste vi, lahko težite samo 2 stvari. Žena ali pa šiht. Ampak ker ste tukaj z uniformo in pa enota zunaj, je gotovo služba kriva za to, da ste taki. Sem poveljnik provinške vojske. In že veliko časa imamo prenizke plače, da bi lahko normalno shajali. Prefekt pa nas noče sprejeti. Taki kot on, nam itak sam kradejo. Po službeni dolžnosti moramo stati brez mnenja. A drugi del mene se z vami povsem strinja. Kaj pa misliš, da je službena dolžnost? To je samo volja nadrejenega, ki piše tako, da mi podrejeni mu nič ne moramo. Dobro razmišljaš, krčmar. Poglej, krčmari imamo dosti opravka z ljudmi in vemo, kaj jih teži. Sej, najprej so bolj tiho, ampak pol, ki imajo ne 2 ali pa 3 ali pa 4 uriti, pa go bezdajo, da jih stati ne moreš. Dej, razkuštri me, da bom bolj izvaren. Kaj se dogaja? Imamo glavnega Rimljana in punčke. Daj, mladenke, proč. Zdaj smo mi tvoja ljubica. Kaj je zdaj to? Odkje so se vzeli? Med nami je izdajalec. Izdajalec? Olden, zdaj pa gleden se uči. Rimljan, kot predvidevam, si prefekt?
Tu je vpliv velik. Tu je ukaz velja od sužna do vojaškega poveljnika. In imaš dosti zlata. Vse res. Vsa vpliv, vse privilegije so oblasti dam. Razen zlata. Tega boš dal pa nam. Samo preko mojega trupla. Oče! Kaj lahko jaz? Napadte jih! Sem dobro rekel. Zmeraj boljš, to ne. Kaj te že? Glava peče v tvoje pokvarjenosti. Dejansko mi je res. Nekdo nas napada oziroma nas hoče napasti. Kaj? Bratje, nehajte. Ej, jaz bi mohl to reči. Ba tiho zdaj. Kaj je to? Romo pječe. Pa tudi dobro. Poglejte, tam! Brutus filius diputanas. Kaj so to ene vulvice? Izdani smo. Bolj bi bilo, da vržemo frače. Čakaj! Lahko jaz rečem. Padej. Lucij je bil član cesarjevega dvora. Bil je en tak uradniški zatihnenc. Odpravil se k Antoniusu, da mu prebere cesarjevo sporočilo. Kodrigo in svoje spremstvo je pustil v mesti, da bi čim bolj neopazno osebno prišel pred Antoniusa. A bil je tako markanten, da so še barbari pred njim utihnili. Ave. Ave vsem. Kdo si pa ti? Sem namestnik našega presvetlega cesarja. Kaj ta bo tudi nikoli? Daj bo tiho, no. Dobri prijatelj Antonius. Dobri prijatelj te nazivam ne zaradi tega, ker je to stvar olike, temveč zaradi tega, ker je najin odnos resnično prijateljski, da ne rečem bratski. Zato sem te tudi dal na mesto prefekta. Ja, beri naprej. Že nekaj tednov mi prihajajo na ušesa slabe vesti iz province, kateri vladaš pod mojo roko prav ti. Vojska, ki je jedro obrambe rimske države, ter naš ponos, je zmeraj pred ostalimi stvarmi. Vesti prihajajo, da vojske ne ceniš tako, kot se za prefekta spodobi. Srce me boli, ko slišim, da nekateri vojaki niso niti plačani, ter da ti za vojsko ni veliko mar. Ker sva dobra prijatelja, te tokrat le opominjam z vero, da vzameš moje besede za res, ter da bodo v kratkem do mene prispele lepše vesti o tvojem upravljanju province. Bodi mi lepo, tvoj prijatelj cesar. Je to vse? Perfekt, na vašem mestu bi bil vesel, da ste sploh ostali na položaju. Dame, če še niste opazili, ste nas zmotili pri napadi. Ne prekinjaj. Tako se ne bomo šli. Jaz rabim njegovo zlato. Tudi jaz potrebujem njegovo zlato. Jaz sem bil prvi. Cesar gre zmeraj prvi. O, zdaj že cesar rado. Sem njegov namestnik, tako da ja, sedaj sem jaz. Boli me kita za cesarja. Zakaj pa sedaj že oba potrebujeta moje zlato? Cesar je ukaz. Pa, saj je rekel, da me samo opominja. Poglej, v drobni pisavi piše, kaj pomeni to, da te opominja. Kakor opomin je cesar mislil na tretjino letnega finančnega dohodka v prefekturni urad. Pa to ne more biti res. Če piše, je res. Povem ti, Rimljan, da si tudi meni dolžen zlatu. In še te dve punčki ti vzamemo. Ne, to so pa moja lastnina. Kvarjenec, ti prevarant! Daj resno, pusti me na miru, no! Daj resno, no! Naj te pustim! Kar naj gledajo, naj vidijo, kakšen prevarantci! Mislim, če bi bil jaz prefekt tega mesta, bi te hudičal bol. Taka baba človek prav neče živce. Kdo je tu baba? Pasjan, barbar, gnilova človeka, si se kdaj videl že? Smrdljivc! Opozarjam vas, bežte proč! Dej jo, lahko spraviš dvoje z mene! O, ne, bo šla pa name. Včasih je bilo pa fajn, da sem šla nate, ali ti name! Primte jo! Ma dajte no, ma kdo ste vi, ma kaj vi veste? Mi boste umazali obleko, ma vi, kaj bi boste naredili? Močno zvešta. Uldin, ukaži. Napad!
Dajte no, napad! Kaj je zdaj tu? Zmeraj, ko napademo, en pride. Bratje, naše barbarsko ljudstvo nas bo potem napadi na silu na rokah. Kaj imamo za zgebt? Se pravi, smo pripravljeni? Uničite vsi! Vse je gre v tri krasne. Vas bodo vsaj častili kot heroja. Kakšna heroja, daj. Saj niti svoje vojske nimam. Vila, tam je boj! Kakšen boj? Barbari so napadli vas. Zdaj so pri vili in vsi naši so manjšini. Pridite pomagat. Gremo pomagat, poveljnik. Ma nima smisla, je vse izgubljeno. Ma dajte, no bo treba ukrepati. Dokler sem jaz poveljnik, ne greste nikamor. Je jasno? Poveljnik Avreli, ste to vi? Avreli sem, za poveljnika pa ne vem. Pa se me nič ne spomniš. Služil sem v tvoji vojski. Pusti me, sem čisto na tleh. Na tleh. Probajte biti, no, malo na tleh. Od tam se ne more pasti, še bolj nizko. Se me ne spomniš iz tvojih prvih vrst? Veš, koliko mojih vojakov iz prvih vrst je odšlo na drugi svet? Jaz nisem. Sicer sem bil pa hudo ranjen. Poglejte, še zdaj imam tukaj zadaj na tako hudo rano. A mrtev pa nisem, ker nečem biti mrtev. Veliko sovražnikov Rima sem pokončal. Na koncu se bo Rim sam pokončal. Enkrat sem se sovražniku postavil takole. Vrtel sem meč kot furja. Pa je prišel drugi in me zabodel od zadaj. Rekli so mi, da sem mrtev. Rekli so, da ni nobene šanse. Po več mesecih pa sem vstal. Od takrat naprej mi pravijo, da nisem čisto pri pravi. Ampak povej mi, kdo pa danes je pri pravi? Važno je, da se lahko borim še zmeraj za to, da bom svoboden. Bojim se, kaj bo jutri z mano in z mojimi prijatelji. Ni fajn, da nas samo gledajo in nas imajo za norca. Pa tudi med sabo se ne smemo gledati grdo. Če smo jaz skupaj, naj vsako dejanje pride iz srca. Če ne iz srca, pa naj vsaj izgleda, kot da pride iz srca. Kaj pa vem? Mogoče bo pa včasih kakšna stvar tudi res prišla od tam. Moramo obraniti vse, kar je v vasi. Pusti stat, je že mimo. Ni mimo! Boljše zdaj, kot pa nikoli. Kaj hočemo? Stare, dobre cajte. So že šli. Niso še šli. Remo, vojska, remo! Poveljnik, kaj lahko zdaj jaz to kažem. Norci že itak tako ali tako preveč ukažete. Se pa svojega norčovstva vsaj ne sramujemo. Remo, vojska, remo! Remo, remo! Remo! Ajde! Ebri, bodi danes moj vojak. Zgleda, da prinašaš dobro voljo. Res, vi ste najboljši. Še vedno si tvoj poveljnik. Ajde, pojdimo. Testudo! Qua siamo in te! Napad!
Bitka sicer ni trajala dolgo, vendar Aurelijeva vojska se je mogla sredi nje še enkrat hitro zbrati, da je dokončno zlomila odpor Avitohola in njegovega krdela barbarov. Zmaga Aurelijeve vojske kaže na odlično pripravljenost na nepričakovan napad manjše barbarske tolpe. Prefekt se je še enkrat več izkazal kot odličen vodja, ki se ne zboji niti najhujših sovražnikov. S trdo roko je prijel svojega upornega poveljnika Aurelija, tako, da je priboril varno obrambo vile. Boj je potekal v bližini vile, na jasi, ki je bila priča težki bitki, a ki se je na koncu izkazala kot uspešna le za našo vojsko. Še zadnjič so govorili, da ni nobene nevarnosti za našo vas. Pravijo, da je bil notranji izdajalec. Eden izmed Antonijusovih sodelavcev je izdal barbarom, kje se vila nahaja. In vendar so bili barbari. Še zadnjič je govoril, da ni nobene nevarnosti. Kdo bo to razumel? Ne smemo pozabiti Nepulja in njegove predrage deklice. Prav zanimivo bi bilo najbrž videti, da sred vseh teh neumnosti, ki so se dogajale, sta se vane dva delč od vojakov in ostalih predala, ljubezni pač. Ave. Ave. In? In kaj? In marsikaj. A ja? Pa dobro, kaj hočeš od mene? Plačo. A jo ni? Premajhna, da bi zanje umirali. Ni denarja. A tako? Ja, prav tako. Zmaga, zmaga! Neše! Kaj se pa vidva pogovarjata? O plači. Tako. Poslušaj ti, da mi še danes dvigneš plačo, jasno? Kaj pa, če ne bom? Pa kaj mi boste? Ja, povišal jo bom. Sam puste me na miru. Ja, zdaj bo še ta zafrkaval s tistim svojim zlatom. Ja, Luci, dam ga svojemu presvetlemu po vseh pogledih najmenitnejšemu cesarju, ki je povrh vsega še moj najdražji prijatelj in najdražji v dobesednem pomenu. Zadovoljen sem. Obup. Še nekaj je. Albinus, pravite, da ste novi tu? Le nekaj mesecev sem tukaj, ja. Na kakšen način ste prišli v to mesto? K prefektu sem prišel s ponudbo, da sem mlad svetovalec in da sem pripravljen sprejeti službo začasno brez plačila. In Antonijus je to z veseljem sprejel? Verjemite, da sem deležen vseh nujnih potrebščin. Kje pa ste bili prej? Vse je kot mora biti. Kje ste bili prej? V Rimu? Sedaj je vse jasno. Kaj? Albinus je plačanec barbarov. Luci se je zelo dobro pozanimal o Antonijusovih pomočnikih in odkril, da je Albinus imel črno piko že v rimskih kartotekah. Se je že zelo mlad ušel z Rima in postal plačanec barbarov. Vokulje, gnile! On je izdal kraj naše vile. Prokleta baraba hudičava. Luci, kako naj se ti zahvalim?
Dragi vojaki, danes smo vse rešili, zato bo prefekt zvečer na svoje stroške priredil vsem zabavo. No, nekaj sem ti pa še jaz dolžan. Ponavadi sem jaz tebi dolžan. Ne, tokrat sem jaz. Vidiš tisto mladenko tam? Vidim vsaj nekaj lepote sredi vseh teh frisov. Da, vidim jo. Ta bo danes tvoja. Olala, fantje, punčica bo moja. Koga boš ti one gavljal, a? Gospa, umirte se, umirte se. A jaz ne se umirim, pa njemu rečte. Kaj sem jaz začel? Viš, še ne bo tiho. Viš ga postavljam. Hej, Ebri! Živet babe proč! Kar je razdruženo, je treba skupaj zbeži. Skupaj zbeži. Ko me bodo odvezali, se lahko posloviš od življenja, budala neumna. Ej, no, kdo je to? Kornelija! Kaj vse sem jaz doživela v teh nekaj urah? Kričanje, smejanje, ampak v temi je vse omejeno. Vse črno, sama temena, brez širine. No, pojdimo malo počivat. Do večera bo dobra. Ma dej, bedno! Ti uživač, ti kurbir! Ti vlačuga moška! Boš ti mene zajebaval, da imaš delo? Imaš ti moj... No, tu bomo pa spestili. Zmeraj ostanemo sami. No, veš kaj? Čakaj malo. Hvala. Ko sem žejen. Saj boste zvečer dobili, jebi ga. Se vidimo! Kje je konec te krivice? No in tako sta stražarja še kar naprej stražila, čeprav bi tudi pa ne dva rada šla tam prvem, ne? Da sta imela pa mir tukaj, ne? No in tle približno nekje bi mogla biti ta Antoniusova vila. Ja, ampak jaz sem jih stvari sploh nisem razumel. Enkrat jih boš že. Tudi nekatere besede so mi bile čudne. Ne skrbi, boš že zvedel, kaj pomenijo. Kdo pa je bil glavni v zgodbi? Ja, kdo je pa glavni v življenju? Ja, predsedniki, papež, kralj in kraljice. Ja, to je res. Ampak, a je lahko predsednik brez ljudi, brez ljudstva? Ne. No, vidiš, eni mislijo, da so frajeri in da lahko delijo karčijo, ampak brez nas ljudi njih ne bi bilo. No in če je potrebno, če ne odgovarjajo ljudem, jih lahko tudi zamenjamo. To se da? Ja, če je potrebno, seveda se da. Sej v zgodbi so bili glavni vsi, predvsem pa navadni ljudje. Kaj pa pomenijo barbari v zgodbi? Barbari same težave. In te se pojavijo takrat, kadar naredimo kakšno napako. Zanimivo. Edek, a nam bo še kakšno zgodbo povedal? Ja, še kakšno. Pa ne bilo to zadosti, sej sem povedal kar dosti, ne? Ja, a nisi rekel, da so imeli zvečer še žur? Kaj se je tam dogajalo? Žur? Ja. V naši zgodbi ni bilo žura. Ne? Ne. Lahko sem s kakšno drugo zgodbo zamenjal, ampak v naši zgodbi ni bilo žura. No, zdaj pa se mi zdi, da lahko gremo počasi domov, ne? Pejmo.
Ave, pozdravljena Rimljana. Dober večer. Ave. Vam lahko kako pomagava? V bistvu lahko, sadej so izvrstne sladice, ampak žal nimamo nobenega noža. Čudno. Gre pa jaz po en nož. Glej, da bo dobro naostren, da lahko prebode tudi skozi meso. Meso, komaj čakam tisto vratovino. Takoj bo. In kdo ste vi? Mi smo njegovi osebni prijatelji. A ja? Nikoli vas nisem videl tukaj okoli. Ja, lahko bi se rekel, da smo bolj njegovi intimni prijatelji. Razumem, ja, intimni. Ja. Vsakemu svoje veselje. Prijatelj je malce nerodno povedal. Osebni prijatelji smo bolj pri njegovih poslih, kot pa kaj drugega. Meni lahko poveste, veste, jaz ne obsojam nobenega, naj bo kakršen je. Tam! Kaj ti je, Kornelija? Tam so gospodari teme. Hude, velike so njihove pregrehe. Mene nedolžno tak nič spraviti. Dej, Kornelija, bodi tiho, no. To so le naši gostje, sicer ne vemo, odkje se vsi pobirajo. Sam, da bi moj denar kradli, proklete barabe, hudičeve. Dej, Kornelija, pojmo lepo v vilo in se malo odpočiti. Pejdi. Evo, ti je naš. Hvala. Ja. Ave. Ave. Vsi žurira med vas stojiva kot pedaka. Ja, jebi ga, služba je služba, kaj? Ja. Oho, stražarja. Glej in se uči. Hojlata. Ja, pozdravljena. So to prave mišice? Ja, so. To je pa tebe kaj vprašal. Ej, jaz sem ga vprašala. No, že v vojski sem veljal za precej močnega vojaka, ampak pridite bliže, vam povem še kaj. Biti vojak na bojnih pohodih, to ni kar tako, ne. Je tam smrad in mrtvi ljudje in panika, zmeda, bolezen. Kako pa sploh preživiš? Ja, biti moraš trden v volji. Kak junak. Ej, bi mi kam šli, da bo malce več miru? Ja, jaz ne znam. Okej, sam vzamemo še njega s sabo. Kaj je za to, usmiljenje do bogih, ha? Ja, lahko tudi tako vzameš, ja. No, pejmo že enkrat. Oj! Sem vedel, da bosta nasedla. Vi dva pasja falusa. Stražiti in to takoj! Nikoli nam nič ne uspe. Nam ni usvojeno. Samo, da mi kdo kaj ne zine. Tiha sva kot mavzoleja. Ja. Zdaj še to. Prokleta baba Hudičeva, da bi jo strela udarila. Celo življenje bo trajbala in trajbala. Bež, Hudič! Prid sem, jebat stari, da bi ti vsaj stal. Prid sem, pridi. Kje je Antonius? Ja, res, povejte, kam je šel? Glej, zdaj sva pa dobra, a? Prosim, res nima časa za to. Antonius je šel tja v tisto smer, tam se je zatekel tak skrivni vrt. Železna vrata vodijo do njega. Evo ključe. Hvala vama. Adijo. To so verjetno ta vratca. Torej, sva tukaj. Fuj, smrdi. Ja, daj primi ti baklo. 3, 4. Uspela nama je! Daj, Quinto.
To, Brutus, daj ga! Daj ga! A smo te pravega? Bila je vojna, v kateri ena stran želela uničiti vse dosežke. Sem sporočilo. Politiki, ki so... Ma vse poledi. Manj vklopila v družbo. Lavrinčič se je tako danes izmikal javnosti ter novinarjem. Bremenijo ga obtožbe, da je v svojem podjetju TODD zlorabil položaj predsednika uprave ter si tako prisvojil kar 2,5 milijona vredno izplačilo. Lavrinčič vse obtožbe odločno zanika ter jih jemlje kot izmišljotina. Naj spomnimo, TODD ni prvo podjetje Lavrinčiča, v katerem je predsedoval, saj sam v bližnji preteklosti vodil tudi upravo Dozija DD, prav tako pa je predsedoval tudi upravi zloglasnega Pitiota. Kakorkoli, Lavrinčič se za sedaj še uspešno izmika rokam pravice, kazenski pregon pa je za njega najbrž še daleč. Zmeraj eno in isto.